Za Aeroklub Slovenske Konjice so bili tudi letošnji 1. avgustovski dnevi zopet rezervirani za prikaz dejavnosti društva, ki je bilo kot klub pilotov in ljubiteljev letalstva ustanovljeno leta 1979. Danes šteje nekaj več kot 100 članov, ki se združujejo v različnih sekcijah. Ponosni so na letalsko šolo, ki je v preteklih letih izobrazila več kot 100 pilotov motornih letal in helikopterjev. Na letališču Slovenske Konjice, kot se imenuje letališče na Senožetu pri Ločah, izvajajo tudi šolanje padalcev in jadralnih pilotov. V soboto, 10. avgusta 2013, so člani kluba na letališču Slovenske Konjice na Senožetu pri Ločah organizirali in izvedli 22. tekmo zapored v natančnem pristajanju z motornimi letali. Letos je bilo 14 tekmovalcev, in sicer pretežno člani domačega kluba in gostje iz 2 aeroklubov iz Celja in Zagorja. Vsi udeleženci so prejeli darilo občine Slovenske Konjice in zbornik. Pristajalno polje je za namen tekmovanja razdeljeno na različno točkovane pristajalne segmente. Tekmovalec ima na voljo 4 ponovitve pristanka, v katerih se poskuša čim bolj približati belemu polju, ki ne prinaša kazenskih točk. Večja razdalja dotika koles letala od ničelne točke pristanka prinaša večje število kazenskih točk in s tem posledično slabši rezultat. Piloti so prikazali spretnosti pri obvladovanju letal in nadzorom nad vremenskimi, predvsem vetrovnimi razmerami. Tekmovalcem je ponagajal vzhodnik in severovzhodnik, ki je začinil tekmovanje in malce prispeval k oblikovanju rezultatov na tekmi. Po 4 rednih pristankih je 3. mesto osvojil Niko Petelin iz Aerokluba Celje, 2. mesto si je s svojimi pristanki prislužil Marko Leskovšek iz domačega kluba Aeroklub Slovenske Konjice in ravno tako domačin Ljubo Pliberšek je letos s svojimi natančnimi pristanki osvojil pokal kot zmagovalec. Letališče na Senožetu je bilo tudi letos kraj druženja in redne letne skupščine Društva vojaških pilotov vseh generacij in prijateljev vojaškega letalstva, in sicer že 10. leto zapored. Če dovolite, spoštovani kolegi, slovenski vojaški piloti vseh generacij in tipov letal, padalci, tehniki, inženirji, konstruktorji letal, letalski kontrolorji, veterani letalstva, prijatelji ter gostje 10. zbora, vsem prisrčen pilotski pozdrav. Danes ne bom govoril o uri letalske zgodovine in dogodkih, ki sem jih v 10 letih na teh naših zborih nanizal v mojih govorih, ki so nam, upam, arhivsko shranjeni in so dokument našega dosedanjega dela vseh nas. Danes je poseben dan, saj praznujemo okroglo 10. obletnico našega združenja in 4. obletnico ustanovitve našega društva. Temu je botrovala pobuda mnogih vojaških letalcev, ko smo se na tem letališču Aerokluba Slovenske Konjice ob njihovi 25. obletnici in gostoljubnosti vodstva in članov tega kluba zbrali 3. julija 2004 na prvem zboru slovenskih vojaških pilotov vseh generacij. Piko na i o ustanovitvi današnjega društva pa smo dodali 18. septembra 2008 v Postojni, kjer smo se vojaški piloti Drago Gabriel, Peter Ravnak in Adi Kužnik zapisniško zbrali v zvezi formiranja te organizacije oziroma društva. Sklenili smo, da pridobimo naslove za seznami dosegljivih pilotov in določili, da področje Celja, Velenja, Slovenj Gradca pokriva Marko Leskovšek, Ljubljano in okolico Adi Kužnik, Jožef Žunkovič Maribor za okolico, Peter Ravnak Slovenske Konjice za okolico, Ivo Čuček Ptuj in Mursko Soboto, Ernest Ferk Cerklje, Novo mesto Metliko, Milan Horvat Gorensko, Drago Gabriel, Viktor Šajn in Lojze Blokar pa Primorsko. Po zbranih seznamih smo se na seji na letališču tega Aerokluba Slovenske Konjice dne 6. februarja 2009 sprejeli sklep o ustanovitvi Društva vojaških pilotov vseh generacij Slovenije. Izvolili smo člane izvršnega odbora društva, za predsednika Draga Gabriela, za sekretarja Jožefa Žunkoviča, ki je napravil hvalevreden statut društva in seveda vse člane izvršnega odbora. V klubu so ponosno izpostavili postavitev novega stolpa, katerega slavnostna otvoritev bo v jesenskem času.